Spoštovane gospe in gospodje, dragi gostje in obiskovalci, lepo pozdravljeni v Ločah na današnjem slavnostnem dogodku, ko simbolno polagamo temeljni kamen za izgradnjo javnih najemnih stanovanj projekta Loče 3. Današnji dan ni zgolj začetek gradnje novega objekta, temveč je predvsem začetek novih zgodb, novih domov in večje stanovanjske varnosti za naše občane. Na današnji slavnostni dan posebej tople pozdrave izrekam Darku Ratajcu, županu občine Slovenske Konjice, Simonu Maljevcu, ministru za solidarno prihodnost Republike Slovenije, Krešu Šavriču, članu uprave Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Tomažu Rihteršiču, direktorju stanovanjskega podjetja Konjice, Simonu Bukovniku, predsedniku krajevne skupnosti Loče, ter vsem vam, dragi gostje in obiskovalci, ki ste danes z nami. Besedo najprej predajam županu občine Slovenske Konjice, Darku Ratajcu, ki bo osvetlil pomen projekta Loče 3 za kraj, lokalno skupnost in prihodnji razvoj stanovanjskih politik. Lep dober dan, spoštovani minister, spoštovani vsi zbrani. Izjemno sem vesel, da sem danes tukaj. Pred enim obdobjem, ko smo se začeli o tem pogovarjati, da bi tukaj v Ločah zgradili ta blok, smo bili malo v strahu, ampak danes smo tukaj. Uspeli smo. Zahvala vsem, ki ste tu sodelovali, krajevni skupnosti, ki je namenila za to zemljišče. Zahvala stanovanjskemu podjetju, ki je zelo resno in odgovorno pristopil temu projektu, in pa seveda Republiškemu stanovanjskemu skladu, ki tukaj tudi sodeluje in participira. V Ločah, ki je drugi največji kraj v naši občini, smo v preteklosti kar veliko naredili. Na področju športa, kulture, zdravstva in ostale infrastrukture, in to je, kar danes odpiramo, kar danes začenjamo, je nadaljevanje razvoja tega kraja, ki si to seveda zasluži. Blok bo zgrajen približno v tem letu in takrat se bomo veselili, oziroma se bo 17 družin iz našega okolja veselilo novih stanovanj. Na to smo veseli, na to smo ponosni. Občina Slovenske Konjice skrbi za to, ne samo, da gradi nova stanovanja, ampak da vzdržuje tudi tista, ki jih ima v lasti. Hvala lepa še enkrat vsem izvajalcem, želim veliko uspeha, da ne bi bilo karkoli narobe pri tem projektu, in hvala lepa še enkrat. Hvala, gospod župan. Slovesnost danes bogatimo tudi s kulturnim programom, ki prihaja iz domačega okolja. Z nami so učenci osnovne šole Loče, ki svojo glasbo med nas prinašajo mladostno energijo. Na harmoniki nam bosta skladbo ob koncu tedna zaigrala Marcel Kelemina in Nik Kumer iz 6. A razreda.
Zdaj pa vabim k besedi ministra za solidarno prihodnost Republike Slovenije Simona Maljevca, katerega ministrstvo skrbi tudi za javna najemna stanovanja na državni ravni in posredno za sodelovanje med državo in lokalnimi skupnostmi. Spoštovani župan, član uprave stanovanjskega sklada, direktor stanovanjskega podjetja, izjemno me veseli, da lahko v okviru regijskega obiska vlade sodelujem pri polaganju temeljnega kamna za 17 novih javnih najemnih stanovanj, ki bodo nastali tukaj v Ločah, s čimer se bo tudi še simbolično začela gradnja. Gre za projekt, ki bo pomembno prispeval k povečanju fonda stanovanj v konjiški občini ter s tem dvignil tudi kakovost življenja na širšem območju. 17 novih stanovanj je skupen projekt Republiškega stanovanjskega sklada in stanovanjskega podjetja Konjice, kar je pomemben pokazatelj dobrega sodelovanja med lokalno skupnostjo in pa državo. Sredstva za projekt v obliki dokapitalizacije Republiškega sklada pa smo zagotovili tudi na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Tovrstna sodelovanja bodo ključna v prihodnjih 10 letih, ko načrtujemo, da bomo po celotni državi zagotovili 20.000 novih cenovno dostopnih stanovanj. Ta številka je cilj našega nacionalnega stanovanjskega programa, ki smo ga pred kratkim tudi predstavili javnosti, in ta program temelji na razumevanju stanovanja kot javnega interesa, na dostopnih in varnih najemnih stanovanjih in na tesni povezanosti politike z regionalnim razvojem, socialno politiko, infrastrukturo in pa tudi trajnostnim prostorskim načrtovanjem. Naj omenim še enega od ključnih temeljev stanovanjskega programa, in to je policentrični razvoj države, h kateremu z gradnjo stanovanj stremimo že zdaj, in sicer po celotni državi. S programom pa bomo to našo politiko konkretizirali tudi v strateškem dokumentu države. V tem letu bomo po načrtih zagnali največji val gradnje javnih najemnih stanovanj po osamosvojitvi. In veseli me, da bomo pri tem združili moči z lokalnimi skladi, občinami in pa Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, in da bomo tudi kot Ministrstvo za solidarno prihodnost, ker mislim, da nam je uspelo izpolniti pričakovanja, saj smo za gradnjo javnih najemnih stanovanj zagotovili obsežna finančna sredstva. Naš cilj je, da z gradnjo stanovanj ljudem zagotovimo možnost, da živijo kvalitetno v svojem okolju, in s prenovo stanovanjske zakonodaje smo na prvo mesto postavili mlade in mlade družine in lokalnim skupnostim omogočili, da javna najemna stanovanja ponudijo tudi ljudem, ki opravljajo deficitarne poklice. Z zasledovanjem načel policentričnega razvoja bomo okrepili ne le družbeno povezanost, ampak tudi gospodarsko odpornost države. Zahvaljujem se vam za pozornost, bodočim stanovalkam in stanovalcem pa želim, da bi z vselitvijo začeli eno pomembno novo poglavje življenja, ki bo zaznamovano z varnostjo, občutkom doma in pa tudi zagotovo vpetostjo v lokalno skupnost. Hvala. Hvala, gospod minister, za vaše spodbudne besede. Sedaj pa še ena glasbena točka, ki nosi močno simbolno sporočilo. Pesem Ne čakaj na maj nas opominja, da je treba priložnosti ustvarjati tukaj in zdaj, prav to pa danes skupaj tudi počnemo. Zapela nam bo Manja Gumzej iz 6. A razreda osnovne šole Loče. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože
zakaj? Saj lička so rožniti cveti, oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije ti taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj? Saj lička so rožniti cveti, oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zeleni prav. Srce nič ne čaka, bije ti taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Hvala Manci za odlično izvedbo skladbe. Sedaj pa k besedi vabim gospoda Kriša Šavriča, člana uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Lepo pozdravljeni. Danes lahko z velikim zadovoljstvom povem, da se tukaj ne pogovarjamo zgolj o začetku gradnje novega objekta, temveč o rezultatih premišljenih in odgovornih odločitev Vlade Republike Slovenije na področju stanovanjske politike. Vlada Republike Slovenije je sklepoma o dokapitalizaciji Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letu 2023 in leta 2024 ustvarila ključne pogoje za izvedbo tovrstnih projektov. Prav zaradi teh odločitev je bil Stanovanjski sklad Republike Slovenije ustrezno finančno okrepljen in je lahko v letih 2024 in 2025 objavil ter uspešno izvedel program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot. Za izvajanje programa je bilo namenjenih 26 milijonov evrov, od tega 16 milijonov evrov za ugodna dolgoročna posojila in 10 milijonov evrov za soinvestiranje. 99% realizacija programa jasno potrjuje, da so bila sredstva usmerjena učinkovito, ciljno in tja, kjer so najbolj potrebna. S tem programom je bilo omogočeno sofinanciranje 199 javnih najemnih stanovanj v več krajih po Sloveniji, v Ljubljani, Novem mestu, Hrastniku in tudi tukaj, v Slovenskih Konjicah, kjer danes polagamo temeljni kamen za projekt Loče 3. Za ta konkretni projekt je Stanovanjski sklad Republike Slovenije odobril dolgoročno posojilo v višini skoraj 504 tisoč evrov ter sredstva soinvestiranja v višini več kot milijon evrov. V okviru soinvestiranja bo sklad odkupil 8 stanovanjskih enot in 8 pripadajočih parkirnih mest, s čimer dolgoročno krepi javni najemni fond v tem okolju. V večstanovanjskem objektu bo skupaj 17 novih javnih najemnih stanovanj, po trenutni načrti pa bodo nova stanovanja že konec letošnjega leta na voljo ljudem, ki jih v tem okolju najbolj potrebujejo. Pomembno je poudariti, da se ta projekt umešča v prostor, ker ima Stanovanjski sklad Republike Slovenije že dolgoletne izkušnje. V neposredni bližini sta namreč z njegovim sodelovanjem že uspešno zgrajena večstanovanjska objekta v letih 2001 in 2009. Ob tem pa velja poudariti tudi pogled naprej.
Vlada Republike Slovenije bo v letu 2026 zagotovila nadaljevanje aktivne stanovanjske politike z novo dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in sicer na podlagi zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj. Na tej podlagi bo v letu 2026 objavljen nov program soinvestiranja za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. Predvideno je, da bo skupnih 75 milijonov evrov te dokapitalizacije 50 milijonov evrov namenjeno novemu programu soinvestiranja, dodatnih 25 milijonov evrov pa za nakup stanovanja in dodatnih zemljišč za nadaljnjo izgradnjo javnih najemnih in tudi javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. Ta projekt je lep primer, kako lahko sodelovanje države, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in seveda tudi lokalne skupnosti prinese konkretne, merljive in dolgoročne rezultate. Rezultate, ki ljudem ne pomenijo le številk in investicij, temveč predvsem varen dom, dostopno najemnino in boljšo kakovost bivanja. Danes torej ne gradimo le nove stavbe, gradimo zaupanje v to, da je s premišljenimi vladnimi politikami, odgovornim upravljanjem javnih sredstev in dobrim sodelovanjem mogoče učinkovito naslaviti eno ključnih družbenih vprašanj našega časa – dostopnost stanovanj. Hvala. Hvala gospodu Šavriču. Sedaj pa k besedi vabim gospoda Tomaža Rihteršiča, direktorja stanovanjskega podjetja Konjice, ki bo predstavil projekt Loče 3. Beseda je vaša. Župan, minister, član uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, vsi ostali zbrani, lep pozdrav vsem skupaj. Tole bo 18. objekt, ki ga bo zgradilo stanovanjsko podjetje pod mojim vodstvom. To je 250 stanovanj, kar pomeni približno 3/5 vseh stanovanj, ki jih potrebujemo v občini. Upam, da bomo v teh za nas trenutno zakonsko malo turbulentnih časih našli pot, kako uspešno pluti med temi zakonodajnimi črmi in še naprej zagotavljali tudi javna najemna stanovanja. Objekt, ki ga bomo danes simbolno pričeli graditi, bo nizkoenergijski z 17 stanovanji, zidan z modularno opeko, armirano-betonskimi protipotresnimi vezmi, medetažnimi konstrukcijami, leseno streho, opečno streho, pač nek klasičen objekt, ki je primeren okolju, kjer bo zgrajen. Kljub takšni zasnovi pa bo v napravah, v vgrajenih napravah napreden, saj bo priklopljen na daljinsko ogrevanje, kjer toploto proizvajajo z lesno biomaso. Za čist zrak bo skrbela rekuperacija, prav tako bo vgrajeno dvigalo. 940 kvadratnih metrov bo znašala korigirana stanovanjska površina, tako da bo povprečno stanovanje veliko 55 kvadratnih metrov korigirane površine. Stanovanja bodo velika od 1,5 sobnih do 3,5 sobnih, tako da verjamemo, da bojo zagotovila širok spekter potreb občanov. Investicijska vrednost znaša 2 milijona in 90 tisoč evrov. Kot je že povedal član uprave Republiškega stanovanjskega sklada, je znaten delež teh sredstev zagotovil Republiški sklad, delno preko soinvestitorstva, delno pa kot posojilo za stanovanja, ki bodo ostala v lasti stanovanjskega podjetja Konjice. Seveda, brez pomoči občine bi prav tako zelo težko pričeli graditi ta objekt. Občina je zagotovila zemljišče in komunalno opremo za to zemljišče. Skladno z planom naj bi ta objekt zaključili v letošnjem letu, zato verjamem, da se bodo že v začetku prihodnjega leta stanovalci veselili novih stanovanj. Hvala lepa. Hvala direktorju. Sledi pa še zaključno in najbolj slovesno dejanje današnje svečanosti.
Prosim Manco Gumzej, da prebere spominsko listino ob začetku izgradnje. Spominska listina. S to spominsko listino simbolno zaznamujemo začetek gradnje večstanovanjskega objekta s 17 javnimi najemnimi stanovanji. Projekt vodi stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., gradnjo pa izvaja podjetje GES d.o.o. iz Štor. Občina Slovenske Konjice je zagotovila zemljišče za gradnjo s komunalno infrastrukturo, sredstva za izvedbo projekta pa sta zagotovila soinvestitorja stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Z izgradnjo tega objekta občina Slovenske Konjice uresničuje svojo zavezo k razvoju skupnosti, krepitvi stanovanjskih možnosti ter ustvarjanju varnega in dostojnega bivanjskega okolja za sedanje in prihodnje rodove. Naj ta listina, položena v temelj stavbe, priča o sodelovanju, viziji in odgovornosti do prostora in ljudi, ter naj bo trajen zapis časa, v katerem so bili postavljeni temelji za nove domove in skupno prihodnost. Hvala Manci, sedaj pa prosim, da se mi pridružijo gospod Ratajec, gospod Maljevac, gospod Čavrič in gospod Rihteršič, da skupaj shranijo listino v steklenico. Za eno lepo sliko, da se vidite vsi, ki so... Tako, listina je sedaj shranjena v steklenico, sedaj pa prosim, da jo položite v temelje stavbe, ki bo prihodnjim generacijam pričala o današnjem dnevu, o sodelovanju in skupni viziji.